Zbornica Zasavja je tudi letos podelila nagrade za najboljše inovacije v regiji. Nagrade prejme tri zlati inovatorji, eno posebno priznanje, 10 srebrnih inovatorjev in pa 5 bronastih inovatorjev. 22. podelitev najboljših inovacij Zasavja nadaljuje tradicijo tega dogodka. Inovacije so stalnica, med leti število sicer rahlo niha, je pa jasno opazen trend, da so inovacije vsako leto boljše, bolj kompleksne, bolj napredne in da v njih sodeluje, v vsaki inovaciji sodeluje praviloma večje število inovatorjev, kar kaže na potrebo po multidisciplinarnih znanjih in po timskem delu. Dogodek danes dopolnjujemo tudi z okroglo mizo, kako bo industrija 4.0 vplivala na zasavska podjetja, na njihovo inovativnost. Imeli bomo priliko videti že nekaj konkretnih primerov, kar pomeni, da nam moderna industrija 4.0 počasi, vendar sigurno prihaja pod kožo, se prihaja v naše življenje. Glavna prednost naše inovacije je ravno v tem, da smo iz predhodne ročne montaže prišli na popolnoma avtomatizirano montažno linijo, s tem, ko smo razvili inovativne rešitve, popolno kontrolo, sledljivost, s tem smo pocenili naš izdelek in si tudi pridobili prednost na trgu pred konkurenco s tem, ko smo zagotovili sledljivost s serijsko številko na naših izdelkih. Najprej bi se zahvalil vsem gospodarski zbornici in komisiji za to, da smo prijeli meni na prvič zlato priznanje za inovacijo. To je inovacija, v bistvu sam razvoj že poteka skoraj 2 leti, v enem razvoju izdelka tudi doniran strani razvojnih sredstev Republike Slovenije, ker so tudi oni prepoznali inovativnost produkta. Je pa ta produkt v bistvu bo zamenjal vse naše dosedanje produkte, pomeni večjo mobilnost, fleksibilnost, prilagodljivost, prvogradnja in da ne bi še našteval na področju meritev plinov, eksplozivnih plinov in par v industrijskih objektih. Omogoča tudi meritev za dolge razdalje, preko vajen mesa, omogoča kabelsko povezavo, internet povezavo, omogoča vse različne načine. Je pa enostavna vgradnja, ni komplicirana vgradnja. Z našo inovacijo kombiniramo zaščitno stikalo na referenčni tok tipa B. Smo v bistvu prodrli na skandinavski trg. Inovacija je namenjena zaščiti električnih polnilnic, zaščiti enofaznih frekvenčnih pretvornikov in pa zaščiti fotovoltaičnih sistemov. Največja prednost inovacije je to, da je v velikosti 4 modulov, kar pomeni, da je stikalo v širini 70 mm, kar pred konkurenco predstavlja prednost. Vsa konkurenčna podjetja do sedaj nam prodajajo 5-modulno verzijo, kar je širša od naše. Glavna prednost tega stikala je zmožnost izklapljanja diferenčne tokove tipa B. To so sinusni, izmenični diferenčni tokovi do frekvence 1 kHz in pa čisti enosmerni tokovi, katerih zaščita je pomembna predvsem v te polnilne postaje za električne avtomobile. To, kar smo mi postorili in si osmislili tu v Delavskem domu Trbovlje z našim 4. diplom, se pravi virtualni muzej mradarstva, je definitivno inovacija ne samo v Sloveniji, ampak tudi na evropskem področju varovanja industrijske kulturne dediščine. In to na način uporabe novih tehnologij, uporabe principov, kot so 3D okolja, kot so virtualni svetovi, kot so hologramske postavitve, s sabo prinašajo definitivno presežek na področju varovanja industrijske kulturne dediščine in v resnici kažejo tudi pot, se pravi projekti se že razvijajo, pri ohranjanju in čuvanju in seveda izobraževanju naših mladih rodov na področju vsega tega, kar nas ošmišlja kot narod, kar je del naše zgodovine in na namen način tudi kaže pot v prihodnost. Inovacije so prihajale iz 12 gospodarskih družb in pa inštitucij, kar je zelo pohvalno, da so vključene tudi inštitucije in s tem razvijamo, tudi krepimo duh predvsem pri mladih, da razvijajo in nadaljuje inovativnost, ki jo bodo kasneje vključili v svoje realno življenje v gospodarstvo. Tako da smo z
smo zelo ponosni, da lahko spodbujamo že pri najmlajših oziroma šolstvu tudi inovativnost, kar je mislim, da je ena izmed gonilnikov nadaljnega razvoja inovativnosti v Sloveniji. Pred svečano podelitvijo inovacij smo v Zasavju organizirali tudi okroglo mizo z naslovom Kako se zasavska podjetja prilagajajo uvajanju industrije 4.0. Na okrogli mizi so bili predstavljeni primeri dobrih praks zasavskih podjetij, tako iz EPI, steklarne, ravno tako tudi enega malega podjetja Quickshoe, in sicer gre za to, da zasavska podjetja uspešeno uvajajo te procese, predvsem zaradi tega, ker gre za svetovno konkurenčna podjetja in so seveda primorani, da vkolikor želijo zadržati to svojo konkurenčnost, da v čim krajšem času te procese uvedejo. Pri tem je zelo pomembno to, da poleg tehnološkega vidika in pa digitalizacije, da je izjemno pomembno tudi, kako komunicirajo ta razvojni moment s svojimi zaposlenimi, kajti neminovno je, da vsi zaposleni bomo zaradi teh hitrih sprememb morali se prilagajati hitreje v bodoče, da bomo potrebovali nove kompetence, pa naj si gre za mlade, ki jih v večini primerov že imajo, ko vstopajo v procese dela, in pa tudi starejše, ki na trgu dela ostajajo vsaj še 10-20 let, in seveda vsi mi se bomo morali nekako vključiti tudi v ta proces vseživljenjskega usposabljanja, izobraževanja, da bomo lahko tudi kvalitetno zaposljivi skozi vse to obdobje dela.